V petem kolu Prve lige Telekom Slovenije so v športnem parku Domžale gostovali nogometaši Kopra. Slednji so na uvodnih 4 tekmah osvojili 6 točk, 2 manj od Domžalčanov, ki so v zadnjem kolu z 2-0 premagali Rudar. V primerjavi s tekmo v Velenju je trener Luka Elzner opravil 4 zamenjave. Amedej Vetrih, Žuninjo, Luka Volarič in Elvis Bratanovič so morali mesto prepustiti Lukasu Mariju Horvatu, Zeniju Husmaniju, Maticu Črnicu in Antoniju Manceju. Domžalčani so se pred tekmo še enkrat poslovili od donedavnega kapetana Kenana Horiča, ki je v začetku tedna prestopil v turški Antalyaspor. Njegovo mesto bo prevzel Luka Žinko, ki je skupaj z Juretom Balkovcem tekmo proti Kopru izpustil zaradi poškodbe. Obračun so sredine igrišča začeli nogometaši Domžal, ki so bili že v uvodu tekme veliko boljši tekmec. V 3. minuti prva priložnost, predložek Benjamina Morela, Žan Majer pa iz neposredne bližine žoge ni uspel usmeriti v gol vratarja Adama. 5. minuta, Črnic za Alvirja, ta pred vrata zamudil je Antonio Mance. 16. minuta, še en poizkus rumenih, tokrat je streljal Lukas Mario Horvat, toda nenatančno. V 20. minuti borbeni Morel na desno stran proti Bračiju, odličen predložek, Mance pa za malenkost prepočasen in ostalo je pri zidu 0-0. Še v isti minuti nova akcija Domžalčanov, Mance za Majerja. Prišel je do strela zvezni igralec Domžal, toda gostje so blokirali in žoga se je odbila čez gol. V novem napadu rumeni, tokrat na levi strani Majer, predložek pred vrata, do strela z glavo Husmani, toda tudi on ni bil dovolj natančen in prvi polčas se je končal začetnim izidom 0-0. Ta pa je trajal vsega 2 minuti. Kot za Domžalčane, Alvaro Brači je takole podal do Morela, ta pa iz prve zvoleja pravi evrogol Benjamina Morela za vodstvo Domžalčanov z 1-0. Zadetek spominja na njegovega debitantskega odresu Domžal, ko je na Ptuju zadev proti Zavrču. V 50. minuti predložek Bračija do strela Mance, žoga pa za las mimo leve vratnice. Domžalčani so nadaljevali s pritiskom, Adam je slabo žogo izbil, Horvat do Morela, odlično preigravanje Francoza, prodor v kazenski prostor, nesebična podaja v sredino, tam pa se Husmani ni najbolje znašel. V 58. minuti prva nevarna akcija tudi Koprčanov, streljal je z levico Sikošek, Adnan Golubović pa z manjšimi težavami žogo lovi. Še en poizkus Kopra, tokrat Valencia, odlična obramba Golubovića. 69. minuta, Morel za Majerja, strel 37. na pravem mestu Adam, potem nova akcija Domžalčanov, Majer do Črnica, odlično preigravanje slovenskega reprezentanta, podaja nazaj do Majerja, ki pa je meril nenatančno. 75. minuta, predložek Bračija, na drugi vratnici povsem sam Lukas Mario Horvat, ki je z 2 metrov stresel prečko. Gol je visel v zraku. V 78. minuti Žuninjo proti Črnicu, lepa dvojna podaja, zaključil pa je Antonio Mance, brani Adam. V 84. minuti nov protinapad Domžalčanov, Alvir za Črnica. Ta je takole prišel do strela, zadev je zunanji del mreže, no v 88. minuti pa so Domžalčani vendarle prišli do drugega gola, to je bil izjemen protinapad rumenih, Vetrih na levo stran proti Slobodanu Vuku, ta je prodrl v kazenski prostor, malce preigraval, potem pa zunanjim delom čevlja odlično podal pred vrata, tam je bil povsem sam Antonio Mance, ki je postavil končni izid Domžale, Luka Koper 2-0. Ena zelo pomembna zmaga, ki nas je razveselila. Zelo interesanten prvi polčas, v katerem smo bili res v polju dominantni, to, kar si želimo biti, kvalitetni tehnično, imeli situacije za zadetek,
Mislim, da je bilo 5-6 situacij, kjer bi lahko zadeli. Nismo, ampak smo bili potrpežljivi v tem drugem polčasu, da smo na te malenkosti prišli v vodstvo, spet ena prekinitev nam to omogoča. Pol je bilo težko do konca, nismo izkoristili svoje situacije, oni so vse več pritiskali, imeli določene žoge, ampak vse smo kvalitetno odbranili, reagirali dobro, do konca se borili, dodali še malo svežine, ko so prišli igralci notri in so dvignili naš nivo igre in seveda kompletna super slika, 3 točke pa spet v večjem delu tekme dobra vsebina. Dobra vsebina je Domžalčane pripeljala na vrh prvenstvene lestvice, kjer imajo točko prednosti pred Olimpijo, ki bo svojo obveznost v 5. kolu opravila v nedeljo zvečer. Prihodnjo soboto ob 20:15 pa nov nogometni spektakel v športnem parku Domžale, derbi vodilnih med domačini in aktualnimi prvaki iz Ljubljane.